Spoštovani gospod predsednik vlade, spoštovani gospod nadškof in metropolit, visoki gostje, spoštovane gospe in gospodje. Najprej, pa to ni bilo sprva v mojem govoru, spoštovani gospod predsednik vlade, tudi moji starši in stari starši so bili odvedeni v taborišča. Moj nona je bil kot prvoborec, partizan, odpeljal v Dachau, tako kot, če sem prav slišal, vaš oče. In prihod partizanov na Primorsko so sprejeli kot veliko olajšanje. To je bilo zanje osvoboditev. Spoštovane gospe in gospodje, danes obeležujemo 30. obletnico tako imenovane spravne maše v Kočevskem Rogu. Takrat sta spregovorila tedanji nadškof in metropolit dr. Alojzij Šuštar ter tedanji predsednik predsedstva Republike Slovenije Milan Kučan. V teh dveh, če smem iskreno reči, čudovitih govorih sta nagovorila tedaj, sredi poletja leta 1990, tega tako pomembnega leta za naš narod, k narodni pomiritvi in spravi. A še danes, in to smo lahko slišali, tudi na današnji slovesnosti, še danes, 30 let kasneje, se razhajajo občutki glede te spravne maše. Z vseh strani je slišati dvome o pomenu in o iskrenosti takrat izrečenih besed. Jaz pa sem tedaj in danes to presojal drugače. To je bil pomemben dogodek za naš narod in za našo nastajajočo državo. Zakaj? Iz dveh razlogov. Prvič zato, ker sta narodna pomiritev in sprava postali legitimno, splošno sprejemljivo stremljenje ljudi, za razliko od molka, ki je glede tega vladal skoraj pol stoletja. In drugič zato, ker je spravno sporočilo tedanje maše samo nekaj mesecev po izvolitvi Demosove vlade in pol leta pred plebiscitom o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije pozvalo k enotnosti slovenskega naroda v tedanjih prelomnih trenutkih. Bližje, kot sta bila pred 30 leti plebiscit, konec leta 1990, in potem ustanovitev slovenske države, pol leta kasneje, bolj se je krepilo vse splošno ljudsko zavedanje, da bi ponovni narodni razkol, kot smo bili priča sredi druge svetovne vojne, znova tragično, usodno razdelil Slovence, jih nemara celo znova obrnil enega proti drugemu in žalostno končal naše osamosvojitvene sanje. Tudi vsled strahu pred vnovičnim razkolom se je tedaj, v letu nastajanja naše države, kljub ogromnim političnim zameram, samo mislimo si lahko, koliko jih je bilo, razlikam, velikanskim razlikam in nezaupanju v slovenski politiki in tudi med ljudmi tedaj, vendarle krepilo počasi, a močno spoznanje, da je vendarle veliko več tistega, kar nas povezuje, kot razlikuje. Da moramo sodelovati in končno, da se moramo zanesti eden na drugega in biti enotni. Da nam drugega v takih okoliščinah ne preostane. Ne nazadnje, prav narodna enotnost v času plebiscita, razglasitve države, njene vojaške obrambe in diplomatskega priznanja je bila sprava par excellence. Bila je dokaz, da Slovenci nismo obsojeni na razkol, da zmoremo enotnost in da sta ena in druga možnost stvar vsakokratne politične izbire. To si dobro zapomnimo in iskreno ravnajmo v tem duhu. Skratka,
Spravna maša pred 30 leti je bila morda res samo korak, toda kot sem rekel, vsaj zame pomemben. Vsak korak je bil od tedaj naprej pomemben korak. Še tako kratek. Tudi 30 let kasneje, ko smo glede poprave krivic, stvarne in simbolne sprave, storili mnogo tega, ne še dovolj, a delamo naprej. Ne smemo nikoli misliti, da je danes zadnji korak. Sprava je pot, ki se nikoli ne konča. Če se konča, se začne trpljenje. Spoštovane gospe in gospodje, zato smo danes tukaj. Ne želimo pozabiti. A gledamo naprej. Ljudje bomo vedno živeli z različnimi prepričanji, nazori, idejami. V tem se bomo gotovo razlikovali in to je naravno. Toda to, kar nas lahko zbliža, tudi ob zelo različnih nazorih, je pogled na bolečino našega bližnjega. Na bolečino našega bližnjega. Ne smemo hoditi brezbrižno mimo tuje bolečine. Na tem kraju, v Kočevskem Rogu, je bolečina neizmerna. Zato je tudi zmožnost tega kraja, da nas zbliža, zelo velika. To zmožnost moramo Slovenci šele odkriti. In pot tega odkrivanja je strpno razvijanje kulture spomina. Narod konstituirajo skupni spomini. Smo, kakršni smo, zaradi naših spominov. Ni potrebno, da imamo nanje enoten, enak, isti pogled. Potrebno pa je, da vemo, da so naši skupni spomini to, kar smo. Da stojimo, kot bi kdo rekel, na ramenih naših spominov. Razumem vašo bolečino. Bolečino po vojni pobitih in njihovih svojcev. A uživimo se tudi v bolečino drugega. Uživimo se v bolečino partizanov in njihovih svojcev, ki jih še vedno močno prizadene, če se jim odzame pristno domoljubje in se jih krči samo na politične revolucionarje. Uživimo se v bolečino drugega. Odpuščanje in sprava sta najprej globoko intimna vzgiba. Sta stvar slehernega posameznika in nihče od nas se ne sme počuti prizadetega v svojih najbolj osebnih občutkih. Država pa mora popraviti krivice in to tako, da ne dela novih. To naš narod, našo družbo in našo državo dela bolj humano, bolj človeško in bolj zrelo. Vselej se moramo zavedati, da je krepitev medsebojnega spoštovanja in zaupanja ter krepitev vsega tistega, kar nas povezuje, elementarna moč našega naroda in naše države. V tem smislu torej sprava ni dogodek, ampak je stanje duha. V tem duhu je bila ustanovljena Združena Evropa in v tem duhu je bila ustanovljena naša ljuba Slovenija. Moramo si prizadevati za tisto, kar nam je skupnega in spoštovati tisto, v čemer smo si različni. Preteklosti ne moramo spreminjati, lahko pa spreminjamo prihodnost. Naj bo za prihodnost navdih vse tisto iz naše slavne preteklosti, kar nas je plemenitilo, tako ljudi kot narod. Za prihodnost pa naj bo opomin vse tisto iz tragične preteklosti, kar nam je jemalo dostojanstvo kot ljudem in kot narodu. Tudi ta slovesnost je en tak majhen korak. Delamo ga s spoštljivim spominom na vse žrtve vojne in povojnih pobojev, a misleč na mirno in srečno prihodnost naših otrok. Spoštovane gospe in gospodje, skozi več kot 2000 let človeške civilizacije in kulture in danes naj svetijo besede Antigone. Ne da sovražim, da ljubim sem na svetu.